evrov, ki naj bi jih župan plačal iz svojega žepa, je bilo po njegovih besedah namenjenih za pridobitev soglasij denacionalizacijskih upravičencev za gradnjo trgovine v središču Komende. Sedaj je že jasno, če si bodo v Komendi počim zapomnili županovanje Tomaža Drolca, ki je župan že 4. mandat, si ga bodo zagotovo po besedah, ki jih je izrekel na sestanku svetniških skupin konec maja in s katerimi si je nakopal preiskavo policije, tožilstva in protikorupcijske komisije. Njegove besede je moč razumeti kot priznanje, da je leta 2009 do soglasja za gradnjo trgovine v središču Komende prišel s podkupovanjem. Čeprav snemamo, gledajte, pa povedal to na glas. Tle me je bilo sram, sem z občine hodil, dobesedno po soglasja pa njih za tole trgovino. Sem se počutil, kot Red Mahlic. 16 ali 26 tisoč evrov sem mu, takole noč sem jim pokazal, v službi majda povečani res. Snel, če me zaprejo, me zaprejo. Jaz sem šel soglasja iskat, gospodje. Ja, soglasja iskat. Točno sem vedel, koliko moram še monest, da sem dobil podpisana soglasja, da je zadnja denacionalizacija bila uštimana, da smo pa štartali lahko. Danes župan zatrjuje, da je iz lastnega žepa plačal 16 tisoč evrov petim dedičem po Andreju Mejaču, v zameno pa dobil soglasja pri gradnji. Da so upravičeni do takšnega zneska, naj bi izračunali dediči sami, saj v denacionalizacijskem postopku niso dobili vrnjenega vsega premoženja. Župan pa za izplačilo ni imel nikakršnega pooblastila ali sodne odločbe. Nima pa tudi ne dokumenta, s katerim bi lahko zahteval vračilo teh 16 tisoč evrov. Da je storil nekaj nezakonitega, se je očitno zavedal tudi sam. No, in če me jo zaprla, sej, gledajte, tudi do tega je prišlo. No. Iz Drolčevih besed pa je moč sklepati tudi, da je podkupovanje stalna praksa v slovenski lokalni politiki. In če mislite, da mi treba nikomu nič dati, tudi tam nadal po naših ministrstvih, pa po vaših, se so nič vaših naše. Če vi mislite, da mi treba za usluge nič nobenmo dati, ste se tudi hrdo zmotili. Ali je šlo res za podkupovanje ali pa bo veljala županova razlaga, da je s tem zgolj presekal gordijski vozel in pospešil gradnjo trgovine, ki mimo grede še zmeraj ni dokončana, bo pokazala preiskava. Opozicija v občinskem svetu pa že zahteva županov odstop. Nenavadno se zdi, da morajo župani iz svojega žepa plačevati soglasje za to, da lahko občina gradi za občane nujne objekte. Ste vi, gospod Drolc, in dobro večer, seveda, če smo to podsegli v svojo lastno denarnico za neke skupne cilje, ali ste to počeli večkrat? No, moram reči, da bi to edini primer, bi se pa, če dovolite, malo upravičil, izrazoslovil, ker to ni bila seja redna, to je bilo na sestanku, katerega sem organiziral z vsemi svetniki izven rednih sej, zato da bi se prosto pomenili. In seveda človek bi pričakoval, da kakor vsaka hiša mora imeti streho, da bo tudi ta pogovor ostal med nami. Pa ni, ne. V Sloveniji gre vse vam, gospod Drolc, to vsi vemo. Očitno. Gledajte, v vseh 3 prejšnjih mandatih nisem imel opozicije in zato smo bili tudi, sem prepričan, uspešen. Ja, tudi tokrat sem... Pogledajte, poskušajmo pojasniti, kaj reči, da bodo gledalci vedeli, za kaj gre. Samo tokrat ste torej segli v svoje lastne denarnico za to, da bi poravnali. Ampak segli ste globoko, ne? Vi zaslužite 1600 evrov, vi ste dali zdaj dobrih 10 plač. Gledajte, no, imel sem denar. Če lahko povem, sva z bratom tudi v tistih časih prodala, oče in mama sta nam umrla in sva dobila zapuščino in sem imel sam denar. In glejte, naredil sem nekaj, kar bi morala narediti država. Z denacionalizacijo. Ker v 20 letih niso uspeli končati denacionalizacije in jim je ustal en majhen košček zemljišča, tam na tem delu, kjer bi morala stati trgovina in ker bi procesi oziroma preko sodišča, če bi to hoteli izterjati, trajalo vsaj leto, 2 ali pa še dlje. Ampak, povejte, poznate vi še koga, ki bi dal 16 tisoč evrov, brez da bi za to dobil majhen košček papira, na katerem bi pisalo komu, zakaj in po čem in kdaj je dal? Glejte, jaz sem upravka z ljudmi, katerem sem 100% zaupal. In se mi zdi, da ta denar za preseka, ta vozel, da smo prišli do papirja, s katerim oziroma gradbenega dovoljenja, da se je to začelo delati za naše občane. Naši občani so že zdaj 5. leto brez trgovine v Komendi in se zdi, da je to zelo majhen davek. Še nekaj poslušamo pojasniti, vi ste tam izjavili na začetku rekli 16 ali 26 tisoč. 16.
V tistem momentu se pa niste No, gledajte, v tistem momentu se nisem srečal, samo nekaj je. Gledajte, moramo mi ločiti, jaz sem tistih 16 000 evrov, s tistem sem kupil zemljišča. Kupil zemljišča od denacionalizacijskih upravičencev. Ja. Če je to kaznivo dejanje, da nekdo kupi in plača, ti upravičenci, ki so bili upravičeni do tega zemljišča, so zemljišče samo prodali meni, nič drugega. In se mi zdi, da je to daleč od kaznivega dejanja, saj jaz ne vidim, kje je tle kaj spornega. Lahko bi kupili tudi zato, da bi vaš prijatelj šef podjetja, ki gradi na tem zemljišču, lažje gradil. Da je sploh lahko začel graditi. Ja. Še enkrat bom rekel, 5 let smo že brez trgovine v središču Komende. In gledajte, od župana se kaj drugega pričakuje kot samo to, da bo zlato verigo nataknil, da bo prerezal mašnico na otvoritvi. Ja, to smo to že dvakrat povedala. To mi še prosim povede, kako pa vi veste, da je treba tu in tam kakšnemu državnemu uradniku dati kakšen evro ste dejali v izjavi, če tega niste počeli. Nikdar v življenju ne izjavil, ne naredil, niti ne rečem, da sem slišal, da kdo podkupil državnega uradnika. Ampak gledalci so slišali zdaj, kaj No, gledalci A mislite, da vi ne rabite dati našim in vašim, ste govorili? Dovolite, mi imamo z ministrstvi velike težave. Lahko samo čisto na kratko. Z ministrstvom za gospodarstvo imamo težave in smo že vsaj 5 let na sodišču. Zakaj? Zato, ker nam niso hoteli splačati nepovratnih sredstev v višini 400 000 evrov. Zato, da bomo dobili. Mi smo imeli vsaj 2 odvetniški hiši in zato smo morali dati denar, da so nam zdaj že na prvi stopni smo dobili in na drugi stopni nam je sodišče prisodilo. Vsem drugače zvenela ta vaša izjava. Nič ni bilo govora. No, gledajte, jaz sem jo tako čutil in tako sem jo tudi povedal. Drugo, imamo z denacionalizacijo velike težave, ker bi mogla država urejati, moramo mi zdaj popravljati napake in nas zelo velik stane. Kaj so rekli policisti, ki so bili pri vas, ki raziskujejo to? No, gledajte, to je pa še ena zgodba, kar se tiče medijev. Jaz sem zelo razočaran in sem se zelo ustrašil, v kakšni državi živim. Pred 2 dnevoma, zjutraj, ko telovadim, rad prižgem televizor in sem med poročili, zjutraj ob 6 slišal, da so se pri županu Drolcu Tomažu pojavili policisti, katerim je priznal kaznivo dejanje. Gospod Bobovnik, do danes niti enega policista še ni bilo pri meni. Prav, sem zdaj prav razumel gospoda Kremža, da je gospod Rolc, ne? Če ste rekli A, si upajte reči še B in pokažite s prstom na tistega, ki ne zna tistega, kar bi moral narediti za svojo plačo in zahtevati druge vrste stimulacije. Ne zastopam, kaj hočete od mene slišati. Če ste nakazali, da je v tej državi mogoče funkcionirati tudi na način podkupovanja, potem povejte, kje se to dogaja, povejte imena, kraje, ure, ljudi. Besede podkupovanja jaz uporabil nisem. Nikoli. Ker nikoli nisem nikogar podkupoval, še najmanj pa uradnik oseb, na misel mi ne pride. Na misel mi ne pride in gledajte, jaz v sebi tega nimam, da bi bil sposoben to narediti. Če bi bil človek tak, da bi podkupoval, mi gotovo občani že 4. mandat ne bi zaupali in tega človek ne more skrivati. To je v človeku. A si ali nisi? Jaz zase lahko trdim, da nisem. In še enkrat, gospod Bobovnik, samo to mi dajte priliko. Če nekdo odkupi, v tem primeru sem jaz odkupil od denacionalizacijskih upravičencev delček zemljišča, ki ga upravna enota ni znala vrniti v naravi. Gospod Rolc, ampak naši gosti pravijo, da se to ne dela, predvsem se pa to ne dela brez papirjev, ustreznih potrdil, listin in podobnega. To je zelo nenavadna poteza. A lahko še to, zvojite, jasno in glasno, javno, da tistim upravičencem, kateri dedje in strici so izgubili premoženje, da jim je absolutno treba vrniti v celoti. In če so nekomu vzeli 1000 enot, je treba, da mu tudi 1000 enot vrnejo, ali tak, ali na drugačen način. To mora početi država na podlagi zakonov. Točno to. Glejte, in tle je bilo vrnenih recimo 840 enot. 160 pa ne.
Zato, ker so se zgubili s prevodom. To bom rekel, zgubili so se med komasacijami, s parcelacijami in tega vozla ni bilo možno drugače kot preko sodišča izterjati. In gledajte, to bi trajalo leta in leta in zato sem za svoje občane in še to lahko samo stavek, da dokončam. Danes je toliko govora o teh 16 tisočakih. Odločil sem se, nikoli več jih ne bom iskal, kdaj jih bom vrnil in dobil, ampak jih dobesedno poklanjam v dobro občine Komenda. Gospod Rolc, imamo organe, ki bodo seveda ocenili in razjasnili, ali je bilo vašem ravnanju kaj narobe.